Pozdravljeni nazaj na najin kanal. V prejšnjem vlogu smo se potepali po Vanaki, danes pa gremo v osrčje Južnih Alp Nove Zelandije. Kia ora! Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Z vami so tako zveri Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. In nadaljujemo z van lifeom, nadaljujemo z novo avanturo po Novi Zelandiji. In sicer pogledali si bomo ledeniška jezera, ki se nahajajo v centralnem delu Južnega otoka. Vlog začenjava pri slavni gori Cook. To je v bistvu najvišja gora Nove Zelandije, ki se trenutno skriva še za oblaki. Tako da medtem, ko čakava, da se Mount Cook odkuka, greva pa nekaj ful dobrega iskat. Za mano pa lahko vidite jezero Pukaki. To sicer po mojem jaz čisto narobe preberem, ampak pustimo. Jezero je v bistvu največje ledeniško jezero na tem otoku in pa, kot lahko vidite, je prečudovito. Visitor center je ful fajn, da si lahko kaj prebereš pač v okolici in vse, ampak bodite pa pripravljeni na to, da se gužvaš s Kitajci, ker jih je nenormalno veliko. Zdaj, kar je Cindy mislila s tem, da gremo pa eno fajn specialiteto, pa eno fajn stvar, ponavadi, če vidiš toliko ljudi, neka stvar ne more biti prav slaba. Gremo namreč po res avtentičnega alpskega lososa. Takoj zraven centra za obiskovalce, tlele v Blejku Pukaki na južni strani, se nahaja tudi majhna restauracija, ribarnica oziroma gostilna Mount Cook Alpine Salmon, kjer v bistvu iz sosednje rečne struge dobesedno sveže losose ti strežejo ali na krožnik ali pa si ga lahko vzameš za seboj. Evo ga, sva ga dobila, alpskega lososa oziroma natančneje sashimi, pač potem je v bistvu ta prodajalna tudi najbolj znana in ga zelo hitro zmanjka. Ga pa v bistvu tudi čez dan filajo, tako da lahko imate srečo, pa ga še vse lih dobite čez dan. Ampak ja, zdaj bova imela pa je najboljši sashimi in z najlepšim pogledom na celem svetu. Vsaj tako sem mislila. Gora Cook se je namreč po hitrem postopku začela jasniti in to je bil najin znak, da morava kreniti na pot. Vožnja ob jezeru Pukaki, to je pa sam magično. In siguren ena izmed najnih najlepših voženj in siguren en izmed najnih vrhuncev tukaj na Novi Zelandiji. Tok lepo. Ves čas vožnje se boste lahko ustavili tudi na raznih postojankah za ikonične fotografije z Mount Cookom. Ena izmed teh je tukaj na cesti State Highway 80, katero je Cindy z veseljem izkoristila. Na Instagramu ste sigurno videli tole fotko, ampak realnost te fotke v ozadju je pa takole, a ne? Avto prihaja, Cindek slika in skozi moš gledati z avtomobilom in potem tečemo dol. Nov vlog, nov pohod. Sva se odpravila čisto do vznožja Mount Cooka, od kjer imate ogromno izhodišč za pohode spet, od enournih pa do trodnevnih in greva do Hooker Lakea, do katerega naj bi vodili 3 viseči mostovi. Zdaj, dokam prideva, bomo videli, odvisen predvsem od sonca pa od tega, koliko bojo najne upekline se poslabšale, tako da saj do ta prvega greva pa sigurno. Sonce kle je res nor. Ja, greva. Hooker Valley je izredno priljubljen, kakor lahko pač vidite po množici turistov, ki so tukaj, tako da se vam res plača priti zelo zgodaj zjutraj, ali pa druga varianta, majčkeno bolj pozno, ko že ta jutranji grejo, ker mi da sva iskala parkirplac, mislim, da 20-25 minut. Tole je pa ena stvar, ki pri nas v Sloveniji oziroma na splošno na Balkanu totalno ne bi šla skozi. Tukaj na Novi Zelandiji je pa zelo popularna. In sicer, zdaj trenutno se nahajava v Mount Cook National Parku, kar je, da bi pač rekel, Triglavski narodni park. Ampak ja, tukaj se v bistvu lahko tudi kampira, lahko se prespi. Je za plačati, se pravi za enega odraslega je $18 na noč in v bistvu noben ne pobira pač te cene, pač vstopnine. Oziroma pač za kempat, imaš pa tukaj le honesty box, tako da pač v bistvu, če prespiš tukaj, vržeš samo denar noter in to je to. In tega je po celi Novi Zelandiji poln.
prišla sva do prve postojanke in sicer do Miller Lake oziroma do jezera Miller, ki je ful lep za mano in v bistvu vse skupaj kaj za ene razgledance. Res lepo. Veš kaj, jaz mislim, da ne sam do ta prvega mostu šla. Ne, do ta zadnjega, 3 so. Ta je ta prvi, no, pa iš. Pejva. Jaz ne vem, kaj je bolj zanimivo za gledati. Tale čudovit razgled ali vsi te ljudje, ki pač po mojem prvič so na Cigu mostu in se gunca in jim je najbolj scary. Cooker Valley pot je priljubljena predvsem zato, ker ni naporna. Več ali manj imaš skozi po ravnem z umestnimi dviganji in spuščanji. Za naju je večji problem predstavljalo dejstvo, da ni sence. Zaradi močnega sonca in že prisotnih opeklin sva se tako odločila, da ne greva do konca, ampak pot zaključiva nekje na pol poti, tam približan, kjer je ta drugi most. Snemanjem vred sva porabila nekje 2 uri, kar bi ocenila, da je več kot dovolj za povprečnega človeka, da pride do konca in nazaj. Tole je pa luda kuča, res, pač sploh ni važno, kje se hočeš slikati, povsod se moraš postaviti v vrsto, počakati, pač res noro. Tako da midva vam res priporočava, da pridete sem zgodaj zjutraj. To sva tudi midva hotela narediti, pač imela sva budilko nastavljeno že ob 6:30, ampak se ste lahko zjutraj videli, je bil kuk zakukan v oblake. Medtem ko se odpravljamo nazaj, pa lahko poveva še zgodbo o nastanku Mont Cooka oziroma gore Aoraki. Po mitološki zgodbi Maorov je nastanek gore Aoraki in južnih Alp Nove Zelandije povezan s posebnim mitom. Zgodba govori o Aorakiju in njegovih bratih, ki so potovali s čolnom imenovanim Te Waka o Aoraki. Med plovbo je njihov čoln trčil ob potopljen greben, zaradi česar se je prevrnil. Da se ne bi utopili, so bratje splezali na prevrnjen trup in čakali na rešitev. Nažalost pa rešitve ni bilo in na koncu so se spremenili v kamen. Aoraki je postal najvišji vrh, znan tudi kot Mont Cook, medtem ko so njegovi bratje oblikovali druge pomembne vrhove južnih Alp. V tej mitologiji je nastanek južnih Alp razumljen kot transformacija prednikov v veličastne gore. Pa še ena posebnost Nove Zelandije. Njihovi mali mostovi. A si sploh bil na Novi Zelandiji, če nisi na asfaltu prebral Bridge Lane 1 namesto One Lane Bridge? Unik ste bili tle, boste točno vedeli, o čem govorim. One Lane Bridge. Tele kivi. Zakaj bi delali most z 2 pasovi, če lahko narediš sam en pas? To, da lepo počakaš. Ja, počakaš. No, malo počakamo. A zdaj pa lahko gremo? Ja. No pa pojdimo. Kakšen most. Glej, da greva skozi. Ustav se pa me počak. Ker imam jaz prednost. Priden dečko. Se je potem Mont Cook toliko hitro odkukal prej, da so mogla ujeti izlet in so rekla, dobro, pa lososa pustiva za večerjo. In je, moram priznati, no, je bilo zelo fajn se vrniti nazaj v kam, nazaj do Binkota, do Kombičkota, ker so vedela, kakšno kulinarično razvajanje naj čaka. No, do the honors. A jaz moram začeti? Ja, ti moraš začeti. Kaj je to surova riba? Ja, to je sashimi. Za vse tiste, ki ne veste, kaj je razlika med sashimijem pa sushijem. Sushi ima v bistvu še ris zraven, oziroma sashimi je del sushija, če hočete. Pač surova riba zelo visoke kvalitete. No, zdaj sem pa že toliko povedal, da bi ta cajt že lahko kaj prijela. A bo, a ne? Odličen. Dober. Ampak to seveda še ni vse. Najprej je ful fajn, ker zraven ti dajo še sojino omakico pa wasabi, tako da to bo za zraven. Pa sta si pa midva še tole dala. In v zadju imamo tudi, kaj že tale? Vinčka. Ja, lejk te kapo, pa vinčka, činkolo binkolo ponč. Činkolo binkolo. Ponč se zmeri z mano norca dela, pa z teh mojih palčk, no, da tebe vidimo. Ja, kam je vidno? Ne! Pa daj no, Ponč!
No, kakšen je? Srov! V bistvu je ful surov, ja. Srovkast. Dober, pa ful se čuti ta maščoba od lososa, ampak meni tlele malo soli manjka zraven, tako da bo tale sojina omakca še kako prav prišla. Potem le imamo gospoda Ja. Ptiča na bingotu. Ok, sej tale losos je res pač svež, pa mogo bi biti ful kvaliteten, ampak nikoli ne veš, zihar je le zihar in zato naj jo vedno spremlja aktivno oglje od Vital Aida. Aktivno oglje z integriranim vitaminom C pomaga pri vseh prebavnih težavah. Super je, ker ga lahko vzamete ali kot preventiva, ali pa kad težave že nastopijo. Zraven pa dobite v bistvu še tale obesek zaključek, ki je res ena taka SOS pomoč, da imate 2 kapsuli vedno s sabo na vsakem koraku. Vital Aim kot najin stalen partner pa pomaga tudi vam. Spodaj v opisu epizode imate link do nakupa in seveda z kodo PS20 dobite 20% popusta. Še isto noč je bilo v planu, da doživijo eno prav posebno izkušnjo ob drugem ledeniškem jezeru Tekapo. Tekapo je namreč izredno znan po svojih nočnih ekskurzijah opazovanja zvezd. Kot sem omenila že v vlogu, ko smo šli gledati čudovite lupine ob jezeru Tekapo, južne Alpe Nove Zelandije uspešno zadržujejo oblake, ki pridejo iz zahodne obale. Posledično je nebo nad ledeniškimi jezeri večino leta izjemno jasno in brez oblakov, ki bi zakrivali zvezde. Zato je na hribu Mont John ob jezeru Tekapo tudi postavljen observatorij. Še več, Tekapo in okolica spadajo v tako imenovan International Dark Sky Reserve oziroma slabo prevedeno rezervat za temno nebo, kjer je točno določeno, koliko svetlobe lahko spuščajo v okolje oziroma koliko svetlobne onesnaženosti smejo imeti. Ekskurzija z vodiči poteka v 2 delih. V prvem delu opazuješ zvezde z golim očesom in manjšimi teleskopi, v drugem delu pa te popeljejo v observatorij na tiste ta velike in profesionalne. Glede na to, da smo na južni hemisferi, so tu namreč tudi čisto druga nebesna telesa in stvari, kot jih vidimo v Evropi. V primeru slabega vremena pa imajo baje neko virtualno turo v observatoriju. Midva sva bila v mestu Tekapo 3krat in niti enkrat nisem imela te sreče, da bi lahko šla na turo, ampak iz pričevanj drugih je res nekaj izjemnega. Toliko za danes, zahvaljujeva se ti za ogled, ne pozabi se naročiti na najin kanal, saj ti v prihajajočih vlogih pokaževa še veliko zanimivih stvari. Od novozelandskih supermarketov in kaj vse se da tam kupiti, do mojstrovin naše mati narave in kako se novo leto praznuje v poletnem času. Some pre-party going on! Hey! Slovenija! Piccolo, piccolo! Piccolo, piccolo!